Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o podzavestnih prepričanjih oziroma o celičnih spominih. No, dejstvo je, da celični spomin se prenaša tudi 9 rodov. In zdaj, če mi gledamo 9 rodov, kaj je bilo 9 rodov nazaj? Niti se ne spomnimo mogoče, ali pa niti naši predniki, ker dejstvo je, da 9 rodov sega do leta 1000, tam okrog 1700. Zdaj pa pomislite, kaj je bilo leta 1700? No, par podatkov sem našla, prav zaradi tega, da vam razložim, kaj se je dogajalo po zgodovinskih dejstvih iz leta 1700. Recimo tukaj za nas slovenski narod, kaj se je dogajalo. Ena stvar, ki se je dogajala v začetku, se pravi 1681. leta, je bila kuga v Mariboru. In takrat je pomorila 1/3 prebivalstva. Potem naslednja taka, to je 300 let nazaj. 200 let nazaj je bila, najprej je bil Napoleon, potem takoj po Napoleonu je pa zavladala lakota, in sicer lakota je trajala od leta 1812 do 1815. leta in takrat je izbruhnil ognjenik v Indoneziji in 3 leta praktično ni bilo sonca. Za 3 leta je zagrnilo sonce in čebele niso letale, niso oplodile plodov, pšenica ni dozorela. In takrat je Žiga Zois prinesel iz Češke tatarsko ajdo in tatarska ajda je dejansko dobila po njemu ime Zoisla. No, in tatarska ajda, ker pa zraste na zelo visokih na višinah, se pravi tudi na 2500 metrih na Kitajskem, in ne potrebuje nobenih dodatnih opraševalcev, je dozorela in je rešila slovenski narod pred lakoto. No, potem, glejte, naslednja stvar je bila Prva svetovna vojna. Po Prvi svetovni vojni je bila pa španska gripa. Leta 1918 je izbruhnila španska gripa in zdaj to, ko sem brskala po podatkih, mi je zanimivo, da podoben virus, kot ga je vsebovala španska gripa, ga je imela prašičja gripa par let nazaj. Zanimivo. No, in po podatkih, ki sicer verjetno niso točni, pravijo tako od 50 do 100 milijonov ljudi po celem svetu, jih je takrat umrlo za špansko gripo. Za špansko gripo mi je povedal moj oče in on pravi, da je njegova teta umrla. In glede na to, da sem jaz odraščala v Sevški dolini v Topoljah, in moja teta oziroma prateta je to pol, je edino stvar, njeno potovanje je bilo iz Topolj 3 kilometre v Sevca k maši in nazaj. Dejansko niso hodili nikamor, ampak virus se je širil. Zdaj tukaj jaz seveda ne želim strašiti, kaj se bo zgodilo, če se ta virus zdaj, ki se lahko razširi, ampak želim povedati, kaj se dogaja takrat, ko smo v strahu. Takrat, ko smo v strahu, dobesedno blokiramo naše celice, ker se dobesedno vzbudi os v našem telesu. Mi imamo tukaj center hipofizo, potem je hipotalamus. V bistvu na ta dva centra vplivamo s tem, kar vidimo in kar slišimo. In bolj, ko poslušamo negativne novice in vse to, kar je slabega, bolj blokiramo oziroma mi povzročamo v teh dveh centrih, da sporočita v nadledvične žleze, da smo ogroženi, in nadledvični žlezi pa povzročita, zdaj vam želim slikco pokazati, nadledvični žlezi sta dejansko nad ledvicami, tako kot 2 kapci. Tukaj se proizvaja stresni hormon in stresni hormon pa preplav celo telo in dobesedno telo pripravi ali na boj ali pa na beg. Se pravi, ta adrenalin ti poveča bitje srca, hitrejš dihaš, bolj plitko dihaš, kri gre iz prebavil v mišice, zato ker je treba delovanje in predvsem zaklene se imunski sistem. Takrat ni čas za popravilo, takrat je čas za ohranjanje. No, in ljudje, ki se jim vzbudi zaradi vseh teh novic, ta samoohranitveni nagon dobesedno,
oziroma potreba po preživetju, oziroma pri ljudeh, ki se po celičnem spominu prenaša ta občutek ogroženosti, se dejansko zgodi to, da njihov imunski sistem zataji in da njihove celice delujejo tako, kot da smo v vojnem stanju. No, naslednja zadeva seveda je pa tukaj druga svetovna vojna, spet preganjanje, strah glede preživetja, mogoče tudi pomanjkanje, ker vemo, da med ljudmi, kaj so rekli, če ni, še vojska ne vzame, ne? Dejstvo je, da takrat je, če je bilo karkoli, najprej je bilo za vojsko, potem je bilo pa za navadne ljudi. In vse te spomini, ki se kopičijo v naših celicah, potem vzbujajo občutek strahu, tesnobe, nervoze, preganjavice lahko. Vam bom prebrala prav to, kar sem zadnjič imela prav fobijo, nervoza, stres, depresija, vse to se zbudi prav na podlagi tega, ker ljudje, ko se jim vzbudi strah glede preživetja, se pravi strah, da bom umrla, dajte preveriti svoja podzavestna prepričanja, strah v povezavi s tem, da bom umrla za nalezljivo boleznijo, strah, da bojo moji dragi umrli, strah, da bo zame zmanjkalo stvari, strah, da bom živela v pomanjkanju, strah glede preživetja, strah, da bom izgubila streho nad glavo, tesnoba tudi povezana z grožnjami, ki so povezane s tem, da bom izgubila streho nad glavo in tako naprej. Poglejte, te stvari so pomembne. Vem, da ogromno ljudi te strahove nosi v sebi in si ne znajo pomagati. Vemo, da je uradna medicina. Danes, če greste k zdravniku, če pridete s občutkom, da vas tišči v prsih, da ne morete spati, da težko dihate, da vas duši, kaj boste dobili? Dobili boste pomirjevala, zaradi tega, ker je to edino zdravilo, ki vam lahko pomaga. Pa še to ne pomaga, ker se poznate tisto tištos. Ljudje, mislim, bil je en človek, ki jim je odriskal in je šel k zdravniku in zdravniku je zmanjkalo zdravil za drisko. In mu je dal antidepresive. Ni rekel, če pa ne bo pomagal, pa pridi čez par dni nazaj. No, seveda, ni bilo nobene pomoči, pride nazaj in reče zdravnik, no, kako je bilo? In ta gospod reče, pomagal ni nič, ampak sekiram se pa tudi ne več. No, to so antidepresivi. No, naravni antidepresivi, to, kar vpliva dobre občutke ali pa vzbuja dobre občutke v naših možganih, je seveda povezano tudi s hrano. Pomembno je, da jemo čim več hrane, ki nahrani naše telo, ki ni antihranilo, in hrana za naše možgane so oreščki. Vse vrste oreščkov, tako da dajte uporabljati oreščke, predvsem mandlje, orehe, ker dejstvo je, da ti oreščki delujejo na točno obnovo teh centrov v možganih, ki jih potrebujemo zdaj, da dobro delujejo. Prav hipofiza v centru možganov, ki je povezana s tem, kako mi doživljamo svet okrog sebe, želim vam še to pokazati, ki je hipofiza. No, tole vam želim pokazati, gledajte, to je hipofiza. Hipofiza, ko je hipofiza blokirana, to deluje na slabši vid. Pogosto ljudje rečejo, veš, meni se je pa zaradi stresa močno poslabšal vid. Vpliva to na hipofizo. Se pravi, če mi želimo nahraniti hipofizo oziroma jo spodbuditi, da maksimalno deluje, je pomembno, kaj gledamo pred spanjem, kaj beremo pred spanjem, kaj beremo, kaj poslušamo v službi, koga poslušamo in predvsem to, katero hrano jemo. Zdaj pa, kaj nahrani našo hipofizo? Zvečer je najbolj pomembno, da jeste zelenjavo in beljakovine. Prav zelenjava in beljakovine vplivajo na to, da nahranijo našo hipofizo, najbolj tisto, kar pa nahrani hipofizo, je pa omega-3 maščobna kislina. Zato dajte zvečer uporabljati
lahko tudi prehransko dopolnilo omega 3. Izogibajte se pa tunini v konzervi, zaradi tega, ker je tunina preobremenjena z živim srebrom in to dejansko zastruplja vaše telo. Zdaj pa pojdimo majčkeno na zastrupljenost našega telesa. Sprintala sem vodo. No, lejte, jaz vem, da sem že večkrat o tem govorila, to je dr. Emoto pogruntal, kako voda deluje oziroma čustva, molitev, blagoslov deluje na našo vodo v našem telesu. To je slika onesnažene vode. In potem je on blagoslovil to onesnaženo vodo in jo je dal zmrzniti in je nastal takle kristal. To pomeni, da tudi, če imamo mi onesnaženo vodo v našem telesu, zastrupljeno, je ključno pri tem, kako naše celice delujejo, je to, kako mi razmišljamo. Naslednja stvar, gledajte, to je muslimanska molitev, nastane takle kristal. Ampak ne samo muslimanska molitev, imajo tudi, samo da bom zdaj jaz to najdla, kam sem dala, tele liste, tukaj jih imam, gledajte, to je beseda hvala, nastane takle kristal. Potem imamo pa tukaj krščanska molitev, nastane takle kristal. In tukaj je pa muslimanska, budistična molitev. Poglejte, vse molitve povzročajo kristale. Vse. Se pravi, molitev zdravi, molitev vpliva na druge ljudi. Vem, da mnogi ljudje rečejo, pa kako ne, žlebodram tiste obrazce. Ne, tukaj se bolj gre za to, da tisto, kar izrečete, ali je to pristna želja, pristna prošnja, da rečete, vsemogočni Bog, pomagaj mi, rabim pomoč. Ali pa da se zahvalite, hvala za streho nad glavo, hvala za vse dobro, kar se mi dogaja, hvala za ljudi okrog mene. Vse to je molitev. Molitev je lahko tudi, da vzamete karte Prehod v novo dobo, in če zdaj pogledamo nekaj sporočil, karkoli bo sigurno pozitivno. Poglejte, eno sporočilo je pozornost, vidim mir, vidim ljubezen, vidim srečo, vidim vse, kar si resnično želim. To je karta 17, pozornost. No in naj vam zdaj to preberem. Kaj tukaj? Glejte, kam gre ta trenutek tvoja pozornost? Vse, kar delam in razmišljam, vse, čemur namenjam svojo pozornost, se veča. Pozornost je usmerjena energija, zato svojo pozornost usmerjam v napredek in harmonične odnose. Vse, česar si želim več, blagoslavljam in vse, kar naj odide, blagoslavljam. No, in glejte, ko rečemo, vidim mir, dajte zdaj zamižati in pomislite, vidim mir. Kaj jaz vidim? Jaz se vedno spomnim na enkrat, ko smo hodili gor okrog Triglavskih jezer in je bil čisti mir. Žive duše nismo srečali. Vidim ljubezen, se spomnim mojih majhnih otrok, zdaj so moje 3 punce velike, ampak ko so bile majhne, ko mi Pija, ki je zdaj 18 let stara, prinesla rožico in rekla, mami, na Jožico. In že tista rožica se je zlomila in je, glejte, ko enostavno se stopiš, vidiš ljubezen, vidim srečo. No, kaj vidite? Vidim srečo. Ko zamižiš, vidim srečo. Dajte pomisliti, vidim srečo. Veste, k temu razmišljanju me je navdihnil Alan Kobilica. On ima projekt Vidim cilj. In on je slep in on pravi, vidim cilj. In ko sem jaz to začela razmišljati, on, ki je slep, vidi cilj. In jaz, ki vidim, kaj jaz vidim? Vidim cilj. In takrat, to je bilo par let nazaj, preden sem se preselila na svoje, začnem razmišljati in zaprem oči in si začnem ponavljati, vidim cilj. A veste, kaj se mi naslikalo pred očmi? Nova vrata. In potem sem jaz mislila, da ta nova vrata pomenijo, da rabim novo hišo. Ja, rabim novo hišo, sem jo dobila. No, dobila. Zdaj sem v najemu tukaj, kjer živim, ampak dejstvo je, da mislila sem, da rabim za vse novo hišo. Ne, jaz sem rabila zase in za svoje otroke nova vrata.
To je bil moj vidim cilj. A ni zanimivo? In ko sem si ponavljala, vidim zdravje, lejte, to je spet. Mi imamo zdaj pozornost na bolezen, ampak dajmo pozornost, vidim zdravje. In ne vem, ko pomislim, jaz vidim zdravje. Jaz vidim sebe na polju, poln regrata. In vidim sebe srečno. To vidim, ko rečem, vidim zdravje. Zato začnite razmišljati o tem, kaj želite, ne česa si ne želite. In nihče izmed nas zdaj ne želi tega virusa, ampak dejstvo je, da internet je preplavljen s temi novicami. Odpreš poročila, odpreš radio, same slabe novice. No, gremo naprej na naslednjo sporočilo. No, da vidimo. To je zdaj že del molitve, ne nazadnje. Zavedam se lastne moči. Prepuščam se božanskemu vodstvu. To je karta 70 in ta karta nova moč. Preberem sporočilo, da vidimo nova moč. Čas je, da naredim korak naprej. Dovolj je bilo zavlačevanja. Strah me zadržuje v nezadovoljstvu. Dovoljujem si občutiti moč, zmorem. Delujem tako, kot sem vodena. Prepuščam se božanskemu vodstvu. No, še eno. Se pravi, to so zdaj misli, ki me podprejo, ki mi govorijo pozitivne stvari. Ne pa, da ne moram, da se ne da, da se nič ne splača, da bomo vsi umrli, da je treba zaloge. Lejte, zadnjič sem šla v trgovino in nisem mogla makaronov kupiti, ker jih ni bilo. Mislim, to je norija, res je norija. No, in zdravilni žarek. Zdravilni žarek teče skozi moje telo, jaz sem bitje luči. Zdravilni žarek, to je karta 38, no in da še to sporočilo preberem in takrat, ko že zbolimo, lejte, če si ponavljamo, zdravilna energija teče skozi moje telo in se dotika vsakega sklepa. Poglejte, skozi kronsko čakro se v moje telo steka zdravilna energija in zdravi moje oči. Pomlajuje moj obraz, čutim pretočnost. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol in se dotakne vsakega mojega organa, steka se vsako celico mojega telesa. Zdravilna svetloba, nova energija se dotakne vsakega sklepa, teče preko kolkov in kolen ter se preko stopal steka v mater zemljo. Ja, to je zdravilna energija. In če si jaz govorim, dovoljujem zdravljenje, skozi mene teče zdravilna božja svetloba. Pomeni, da jaz usmerjam energijo v to, kar jaz želim, ne pa v to, kar ne želim. Dajmo še eno sporočilo, pa bomo pa šli naprej, da vam še pokažem podzavestna prepričanja. Vem, da sem vam že večkrat kazala, ampak bom toliko časa kazala, da vas naučim. No, lejte, naslednje sporočilo pa je, svobodna sem, pogumno se odločam za sebe. Wow, 4. Karta 4, svoboda. Jaz sem danes en tak korak naredila, ker sem mi dolg časa že, da moram neko pot zaključiti in nekaj novega narediti. Osvobajam se vseh spon, prepričan odnosov in vzorcev, ki me zadržujejo v nezadovoljstvu. Mirna sem. Neskončnemu v meni ne more spodleteti. Mojemu življenju vladata božanski red in mir. Mojega duha prežema božanska ljubezen. Na vseh področjih me vodi božanska inteligenca. A ni to zdaj boljš? Da si govoriš nekaj pozitivnega, ker od negative zboliš, vaša voda postane zakisana, celice postanejo zakisane in pol še vsa ta prepričanja, ki jih vlačimo za sabo, celični spomini, da ne govorimo o dušnih spominih, kar vlečemo kot duša sabo, neke strahove. Ne vem, če ste v nekem življenju umrli zaradi lakote, boste po vsej verjetnosti v tem življenju imeli velike težave s težo, ker vse želite pojesti, kar vam pride pod roke. Tako da celični spomini, dušni spomini, no in zdaj vam pokažem, kako preverimo svoja podzavestna prepričanja. Poglejte, jaz zdaj, če ostanem, jaz upam, da me boste videli. Vidite moje telo, kar je najbolj pomemben. In če jaz zdaj rečem, poglejte takole, jaz sem Minka, moje ime je Minka, grem naprej. In če rečem, moje ime je, recimo, Pepsa. Moje ime je Pepsa, kar mi grem nazaj. In zdaj, če se jaz vprašam in rečem, v svoji duši nosim strah glede preživetja. Poglejte, če se takole postavim in rečem,
V moji duši nosim strah glede preživetja. Ne nosim ga. V moji duši nosim strah, da bi meni umrla moja družina. Ga ne nosim. Prepričana sem, da če zbolim, se bom tudi pozdravila. Ja, to je moje prepričanje. Jaz se bom pozdravila. Strah me je, da me doleti ta nova gripa. Ne, me ni strah. Strah me je, da se nalezem virusa gripe. Ne, me ni strah. Ampak mogoče pa vas strah, dajte vi preberiti svoje podzavestna prepričanja. Pa da recimo, če sem bila v enem, no recimo, če pogledam, v enem od prejšnjih življenj sem umrla za kugo. Ja. Strah me je, da bi se nalezla neozdravljive bolezni. Ne. Če bi bil to zdaj moj strah, pomeni, da bi jaz sem veliko tega že počistila pri sebi. Tako da ogromno delam tudi sama na tem. Tako da ne mislim, da jaz sem kar preletela, pa zdaj vse meni gre. Najprej sama počistim, potem vas učim. In dokler sama ne počistim, recimo, kaj se mi je zdaj zadnji celični spomin oziroma dušni spomin, ki sem ga čistila v povezavo z vrstami. Zdaj pa, kako sem do tega prišla? Moje punce so mi rekle, da postanem nervozna, tečna, zadirčna, ko stojimo v nekih daljših vrstah. No in to se nam je zgodilo na zadnjem potovanju in pač na letališčih moraš čakati pač v vrstah. In jaz bi preskočila vrsto, jaz bi šla mimo vrste, ne bi bila tam v vrsti. In so mi rekli, pa mami, kako si ti čudna pri teh vrstah? Jaz sem začela razmišljati. Res je. Tudi v trgovino, ko grem, mi ni prijeten ali pa mi ni fajn, ne rajš vidim, grem v tiste trgovine, kjer ni vrst. Grem na tiste blagajne, kjer ni vrst. In sem prišla do zaključka, da meni vrste povzročajo dušni spomin in ta dušni spomin je v povezavi s preteklim življenjem. Jaz v zadnjem življenju sem umrla, bila sem v Dahavu in delali so poizkuse na meni z injekcijami. In to je edina stvar, kar je v bistvu tako meni neprijeten, ni mi prijeten gledati, da nekdo prejema injekcijo, ni mi prijeten, da mene nekdo zbada z injekcijami, enostavno ni mi prijeten. No in dejansko sem ozavestila, da točno te vrste meni vzbudijo dušni spomin na prejšnje življenje. Druga stvar pa, kar sem še predelovala v zadnjem času, sem prišla do zaključka, zakaj mene tako pogosto zebe ali pa noge kar naprej zebe. In sem prišla do zaključka, da je ravno tako povezan z dušnim spominom na zadnje življenje, da je mene v tem zadnjem življenju tako prezebel, da se pol življenja zdaj nisem mogla še ogreti. Tako da v glavnem sem počistila te zadeve, ta termostat se mi je izboljšal, tako da to je zelo dober. In tudi me ne zebe več tako v noge in ne hodim več s termoforjem spat, tako kot sem dolga leta, ne hodim z nogavicami spat, tako da v glavnem so se stvari spremenile. No, zdaj pa pojdimo na čiščenje podzavestnih programov. Podzavestne programe, ki imam knjigo, Ko ima življenje žur. Podzavestne programe sem pisala v tej knjigi, polovica knjige je dobesedno o tem, kako prepoznamo svoje podzavestna prepričanja in tudi preverite svoje podzavestna prepričanja. Recimo, nemočna sem, moški me zlorabijo, moškim ne morem zaupati, vsi moški so prasci. No, to imate na strani 251 o podzavestnih prepričanjih glede moških. Potem naprej podzavestna prepričanja glede bolezni, strah glede bolezni. Ravno tako imate vse to noter opisano. No, v naslednji knjigi, ki jo bom izdala, bo pa vodič, tako da boste bolj enostavno prišli do teh podzavestnih prepričanj. Ampak pojdimo zdaj počistiti ta podzavestna prepričanja. Zdaj, če pogledamo tole knjigo, Ko imajo hormoni žur, zdaj tisti, ki ste začeli izvajati zdravilno molitev oziroma zdravilni kodeks. Zdravilni kodeks je takrat v tistem času, ko sem to knjigo pisala, meni pomagal do tega, da sem določene stvari počistila. In je bil v tistem času zame dober. Potem sem se pa spraševala,
Obstaja hitrejši način, no in sem najdla hitrejši način za čiščenje podzavestnih programov in to je pa zdravilna molitev dekodiranja na strani 412 v knjigi Ko ima življenje žur. Glejte, takole. Prvo je pomembno, da roke damo na tale način. Zdaj vam bom razložila, zakaj. Poglejte, mi imamo vsi mersko enoto s sabo in ta merska enota je točno to, kar je od popka navzgor, zdaj vi verjetno ne vidite, lejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No in da vam lažje pokažem, to je dobesedno DNK duše. Poglejte, DNK duše pomeni od popka navzgor 6-krat in od popka navzdol 6-krat. In točno pride energijski zapis naše duše. In to se prenaša v večnost. In zdaj še ena stvar, to je pa merska enota. In če mi skozi to, ki lahko spominja kot na neko ustje nožnice, lahko spominja na oko, lahko spominja na tretje oko, ali tudi, poglejte, na usta, ko mi vdihnemo skozi to režo in pritisnemo na točko tretjega očesa, ki je po povezavi s hipofizo, poglejte, kaj se zgodi. Izdihnemo potem skozi usta, povežemo srčno in kronsko čakro in dobesedno v naše celice pridejo nova sporočila. No, zdaj pa dajmo to meditacijo zdaj skupaj narediti. Najboljše bi bilo, da zaprete oči. Jaz vas bom vodila. Tako da v mislih ponavljajte za mano. Tako da zapremo oči, roke samo položite na kolena. Globoko dihnemo skozi nos. Rame naj bojo sproščene. Izdihnemo skozi usta. In rečete: na pomoč kličem vse svetle sile. Vsemogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z, in tukaj noter date svojo težavo, lahko je strah glede preživetja, glede bolezni, karkoli. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko ljubeznijo. In zdaj vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, mižimo in si ponavljajmo: sprejemam zdravljenje. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In zdaj parkrat v mislih ponovite še: in potem na koncu samo recite: hvala za zdravljenje. Vam povem, da s to molitvijo lahko počistite vsa podzavestna prepričanja, vse, kar vas bremeni, vso tesnobo, vse, kar vas bremeni globoko v vaši duši. In vam povem, da ko počistiš vse to, pa si osvobojen, res si osvobojen. Tako da naredite to in boste videli, toliko močna zadeva je, naredite to za sebe, zaradi tega, ker boste sebe rešili iz primeža negativne energije. In potem se bojo začeli dobesedno v vašem življenju dogajati čudeži. Tako da ne bo to dovolj za ta video. Imejte se radi, uživajte in predvsem dajte delati vsak dan nekaj na tem, da sebe postavljate na prvo mesto in da ste vi vredni svojega časa, zdrave prehrane, pozitivnih stvari in predvsem, da ne pripeljete sebe do roba, ker potem enkrat telo pač reče ne. Tako da poskrbite za sebe.